Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni na podcastu Ljubljanske borze. Na Ljubljansko borzo prihajata dva nova produkta, dva ETF sklada domačega ponudnika Ilirika Skladi. Danes je z mano Primož Hajdinjak, izvršni direktor družbe Ilirika Skladi, ki nam bo pojasnil več o tem, kako so začeli, zakaj so se odločili za ta produkt in konec koncev za koga je primeren. Dajva začeti na začetku. Ilirika, poznano ime na domačem kapitalskem trgu. S čim se ukvarjate, kaj je danes Ilirika, katere storitve nudi, kakšno pot ste prehodili? Hvala za povabilo. Ilirika, borzno-posredniška družba, že 30 let uspešna družba na slovenskem trgu. Raste tudi v zadnjem času kar lepo. Lahko poudarjam te INR račune, ki so zdaj v zadnjem času kar pomemben produkt. Imamo približno 20% tržni delež, odpiramo nove poslovalnice, imamo mobilno aplikacijo, kjer lahko ljudje v 5 minutah recimo iz udobja svojega doma odprejo trgovalni račun in lepo rastemo, lepo se razvijamo. Zdaj pa nova družba, Ilirika Skladi. Zakaj? Glavni razlog, zakaj Ilirika Skladi je, v bistvu smo želeli ta INR račun, ki se bo zdaj na novo se odpira, napolniti z nekim kvalitetnim produktom in to sigurno ETF skladi so. In za ETF sklade upravljati enostavno potrebuješ posebej družbo in smo ustanovili Ilirika Sklade. Da mogoče razčistiva, kakšno delimo. Ilirika je polno licencirana borzno-posredniška hiša, medtem ko Ilirika Skladi je pa polno licencirana družba za upravljanje. Torej, vse družbe imajo vse licence, ki jih potrebujejo. Tako, obe družbi imata vse licence, ki potrebujeta in pravno formalno sta to ločeni družbi in Ilirika je borzno-posredniška hiša, Ilirika Skladi, družba, iz katere jaz prihajam, je pa upravljalec ETF sklada. Pa greva o ETF skladih. Čist po domače, kaj je ETF sklad? ETF sklad je v bistvu košarica delnic, ki kotira na borzi, kot navadna delnica. Torej lahko ljudje kupijo to na borzi. Zdaj, kako se je pa začela ta zgodba z ETF skladi, svetovno, ko popularen produkt je, zdaj počasi prihajajo tudi v Slovenijo, ampak na razvitih tržiščih je pa to zelo popularna zadeva, drži? Res je. V bistvu ETF skladi, to so se začeli v 90-ih letih prejšnjega stoletja v Ameriki. Takrat so neki začetki, popularizacija je nastala potem, mislim, da je bilo okrog leta 2008, okrog te svetovne finančne krize, ko so ljudje začeli se spraševati, da bomo res v vzajemnih skladih take stroške plačevali in take stvari naprej. In danes je to zelo popularen produkt, 23 tisoč milijard premoženja v teh skladih. Največji sklad 1000 milijard je že velik, mislim, da je en podatek več ETF skladov kot samih delnic v Ameriki. Mislim, da 15% gospodinjstev v Ameriki že varčuje v ETF skladih in tržni delež teh produktov narašča. Super. Zelo hitro. Nekaj si že omenil glede stroškov pa primerjave proti vzajemnim skladom. Zdaj, katere so tiste bistvene značilnosti ETF skladov? Kaj jih odlikuje, zakaj so tako popularni? Predvsem odlikujejo jih te, kot sem že omenil, nizki stroški. Recimo naš bo upravljalska provizija recimo 0,6%, medtem ko recimo primerljivi vzajemni skladi tudi 2,5% na letni ravni. Odlikuje jih tudi recimo transparentnost. Za vzajemni sklad načeloma ne veste, kaj ima noter, recimo enkrat na mesec se objavi. Mi objavljamo vsak dan oziroma je vnaprej določena struktura, ker večina ETF skladov sledi nekem indeksu, ki je pač javno objavljena struktura. Se pravi, lahko rečem stroški, transparentnost, tudi enostavnost, recimo kupite kot delnico. Pa če mogoče se ustavijo pri transparentnosti, v bistvu za ETF sklad, ki sledi nekemu indeksu, za vsak moment je možno vedeti njegovo pravo vrednost. INAV temu rečemo. Tako. INAV se izračunava konstantno in tudi po pravilih, po zakonu je objavljen na spletni strani in tudi naš bo objavljen na spletni strani in vsakih 60 sekund se bo osveževala vrednost, prava vrednost, notranja vrednost tega sklada, tako da bojo varčevalci vsaki sekundi praktično vedeli, koliko je ta stvar vredna. Mogoče še deva se dotakniti davčne obravnave. Zdaj, kako so obravnavane naložbe, ki jih ima ETF sklad in konec koncev, kako je pa potem za investitorje?
Ja, v ETF skladu naložbe pač niso davčno, mislim, kar se vlagatelja tiče, tukaj ni nekih težav. Drugače pa ETF sklad, sem rekel, kotira kot delnica, se pravi, če vlagatelj kupi ETF sklad in proda, bo pač davčna obravnava, ampak kot sem že prej omenil, te INR račune, v INR računih so te stvari neobdavčene, dokler ta denar ostaja na INR računu. Zdaj, če prej kot v 15 letih se izplača, se plača davek, če po 15 letih od INR računa se pa ne plača davek. Torej v bistvu na strani ETF sklada ni davka na kapitalski dobiček, ni davka na dividende, ki jih prejme ETF sklad. V samem ETF-u ne, to vlagatelj ne, kar z ETF-om samim dela, pa potem je pa podobno delnice. Tako. Torej v bistvu, če bi vlagatelj ta ETF sklad dal na INR račun, znotraj pravil INR računa ne bi na nobeni točki bil obremenjen z davki. Ne, tako. Res je. Odlično. Rekla sva nižji stroški, nižja upravljalska provizija. Zakaj pa je nižja kot pri vzajemnih skladih? Kako lahko vi znižate? Ja, to je v bistvu dobro vprašanje, zato ker nek razlog mora biti. Ne? In zdaj glavni razlog je, da pri ETF skladih gre večinoma za pasivno upravljanje, se pravi, mi vnaprej vemo, kateremu indeksu bomo sledili. In večinoma gre za neke replikacije indeksa, torej sledimo indeksu v točno enakem odstotku, kot je delež indeksa, bomo tudi mi v skladu imeli, zato premoženja, se pravi, ne rabimo neke ekipe strokovnjakov, ne rabimo upravljalcev, ne rabimo, to se lahko avtomatizira, drastično se zniža stroške. Pri vzajemnem skladu želijo neke ekipe strokovnjakov premagati trg, raziskujejo, razmišljajo, analizirajo, kupujejo, prodajajo konstantno in to pač prinese stroške. Ne. Zdaj, empirični dokazi so, da dodatne analize ne pomagajo. Ne. Se pravi, boljše je enostavno slediti trgu, kakor enostavno se truditi premagati trg, ker ti to ne pomaga na dolgi rok. Super. Zdaj pa peva na te dva konkretna produkta, prihajate z dvemi ETF skladi, slovenski, eden je pa globalni. Tako. Zakaj ti dve opciji? Kako se dopolnjujeta? Ja, mi smo razmišljali, večina ljudi v Sloveniji želi neko razpršitev, neko super produkt, poceni razpršen produkt, zato je tukaj Global sklad, ki bo v bistvu omogočil poceni razpršitev po celem svetu z eno delnico. Slovenski sklad je pa tukaj zato, ker večina slovenskih vlagateljev še vedno gre za naš domač trg, se počuti domač, investira v slovenske vrednostne papirje in tukaj smo tudi ponudili neko razpršitev, neko poceni možnost razpršitve celotnega slovenskega trga v eni sami delnici. In konec koncev ste slovenski ponudnik, torej tudi pri INR računu bosta oba ETF sklada konec koncev primerna za INR račun. Tako. To je bil namen, to smo dosegli, pri Sloveniji niti ni bilo težav, vse smo slovenski ponudnik, slovenske delnice. Odlično. Greva konkretno slovenski ETF, kako je zgrajen, v katere delnice bo vlagal? Ja. Slovenski ETF, SBI Top TR, UCITS ETF, od Ilirike, bo sledil indeksu SBI Top TR, torej Total Return, kar pomeni, da se bodo dividende reinvestirale in v sestavi indeksa bo pač popolnoma repliciral, v sestavi sklada bo popolnoma repliciral indeks, torej trenutno je v indeksu 11 najbolj likvidnih delnic Ljubljanske borze, največji delež ima Krka, približno 30%, sledite potem NLB Petrol z slabimi 20%, potem imamo še pozavarenca Savo, zavarenca Triglav, Telekom Slovenije in tako naprej. Torej dejansko nek tržni donos Ljubljanske borze. Tržni donos Ljubljanske borze, enostavno, pregledno, poceni. Kaj pa ta svetovni ETF? Tukaj je zgodba malo bolj komplicirana. Kako dosežeš razpršitev po celem svetu? Ja, zdaj tukaj najlažje bi bilo recimo kupiti nek svetovni indeks, ampak tukaj smo želeli prilagoditi točno ta sklad INR računu, kjer je posebna omejitev, da se lahko vlaga samo v OECD države. Zato smo mi ta sklad prilagodili na način, da smo kupovali po celem svetu države, ETF-e iz držav, ki predstavljajo pač cel svet, s tem, da smo se izognili državam, ki niso v OECD, zato da je lahko ta sklad tudi primeren za INR račun. Tako da ta sklad sestavlja trenutno 8 visoko likvidnih ETF-ov, najboljših svetovnih
ponudnikov. BlackRock, iShares, tako naprej. Odlično, torej nekak svetovni ETF, ampak posebej tailor-made za INR račun. Ja, in tudi mislim, da smo trenutno edini na svetu, ki bomo ponujali, mislim edini v Sloveniji, ki bomo ponujali globalni ETF prilagojen na INR račun. Super, zdaj komu pa konec koncev sta te dva produkta namenjena? Koga ciljate, kako boste te stranke dosegli? Ja, ciljamo retail, predvsem retail, želimo pač ponuditi najboljši produkt varčevalcem, tistim, ki šele začenjajo, mogoče tudi tistim, ki že imajo nekaj in želijo locirati na nek pameten način svoje premoženje. Tako da načeloma je namenjeno bolj ali manj vsem. Težko rečem, da komu ne bi bil namenjen, ker je res univerzalen produkt, poceni razpršitev. In zdaj, a lahko rečeva, da nekdo, ki začenja, mu je lahko to neka osnova, temelj, nek core produkt v njegovem portfelju, na katerem potem vlagatelj gradi? Absolutno. Tukaj gre pri Global ETF, gre za neko razpršitev, gre za neko osnovo produkta, ki nekako vsak vlagatelj nekako more začeti, že po teoriji finančnega upravljanja sredstev. Potem slovenski pa podobno. Gre za neko lepo razpršitev celotnega trga in ja, lahko začne z majhnimi zneski. Ja. Kako pa gre v praksi zdaj to trgovanje? Kakšni so vstopni stroški, kako pride do ETF-a? Ja, vstopnih stroškov ni tako kot po vzajemnem skladu, kjer upravljalcu plačate neke vstopne stroške. Je pa to, kot sem omenil, ETF kotira kot delnica, se pravi, imamo te tržne stroške nakupa, stroške prodaje na borzi. Trguje kot delnica, se pravi, lahko vlagatelj kupi kadarkoli preko dneva po ceni, ki je pač tržna. Tako. Kako bomo pa zagotavljali to tržno ceno konec koncev? Kakšen je mehanizem, da vlagateljem lahko zagotovimo, da bodo v vsakem momentu lahko kupili ali pa konec koncev seveda prodali svojo naložbo po tržni ceni? Ja, to je izredno pomemben mehanizem pri ETF-ih. In sicer, prej sem omenil INAV, ki se izračunava vsakih 60 sekund in da bo cena vedno okrog tega INAV-a in na nakupni in na prodajni strani in da bo zadostna količina poskrbela Ilirika BPH v vlogi vzdrževalca likvidnosti. Torej, vlagatelj lahko prepričan, da bo kadarkoli bo želel prodati ali kupiti točke ETF-a oziroma enote premoženja, to lahko tudi storil po neki realni pravi ceni. Odlično. Zdaj ste šele začeli, ampak kakšni so plani za naprej, še kakšne novosti, kaj si želite, obetate? Kje vidite slovenski trg ETF-ov čez 5 let? Želimo najprej uvrstiti ta dva indeksa, smo jih vrstili na Ljubljansko borzo, želimo kotacijo potem tudi na Zagrebški borzi, mogoče še na kakšni drugi regionalni borzi, potem želimo kakšne druge sklade še, mogoče kakšne druge geografska področja, mogoče sektorske področja. Potem bomo videli, kako naprej. Zdaj, kar se trga tiče, želeli bi si, da se bo, oziroma upamo, verjamemo, da se bo trg razvijal v to smer kot v tujini, se pravi, da bodo ETF skladi kot superioren produkt, kar se stroškov tiče, vzajemnim skladom, pridobivali tržni delež in danes vsi vemo, v Sloveniji je 8 milijard evrov približno v vzajemnih skladih, približno pol milijarde evrov letnih vplačil. In zdaj vsak si lahko zračuna, koliko je 20, 30, 40% tega trga. In ja, želimo biti zraven in verjamemo, da bomo lepo rasli. Odlično. Prišla smo nekako do konca. Bi za konec želel, kaj naj si poslušalci danes pa zapomnijo tega, kar so povedali? Ja, jaz mislim, da je najbolj pomembna stvar, ki si jo lahko zapomnijo, da ETF-i prihajajo na Ljubljansko borzo slovenskega upravljalca, da so to v redu produkti, varni, poceni, transparentni in da lahko s temi produkti lepo gradijo svoj portfelj in lepo rastejo z trgom. Odlično. Časovno, torej slovenski ETF prihaja 2.7.2026, danes, medtem ko pa globalni pa verjetno v prihodnjem tednu nekaj. Verjetno v prihodnjem tednu, tako. Kakšni par dni zamika bo pri globalnem. Odlično, Primož, najlepša hvala in hvala tudi vam, da ste nas spremljali in poslušali. Ostanite še naprej z nami. Hvala. Hvala, Andrej.